imamo generacijo September PSVR, danes izvajamo borilne veščine. Začnemo z osnovnimi elementi borilnih veščin, kot so vaje za motoriko, potem gremo na padce. Kasneje, pa recimo končni cilj tega je, da znamo neko nevarnost eliminirati in sprotnika probati okleniti. Danes se učimo borilnih veščin, zdaj smo imeli za osnovne par pacov. Za razvijanje motorike to je zelo dobro, to se kar veselim. Koristim, da bo pobajaš naprej v življenju, že da pri splošni motoriki, če bo kdaj padel, se bom zelo veš kakšen kontakt, tako da je kar v redu. To mi ni bilo nič novega, danes sem to že počel, sem treniral aikido. Tako da ja, tudi po tem služenju bom verjetno nadaljeval z borilnimi veščinami, da ohranim to motoriko. Pa verjetno se bom tudi zaposlil na koncu, tako da bom še v enoti, ki se dolgo naučil. Danes je zakon. Ja, bila sem že dvakrat na vojaškem taboru, trenirala sem jiu-jitsu na faksu. Končano imam fakulteto za varnostne vede. Ko končam prostovoljno služenje, bi šla rada na častniško šolo. Zdaj smo že tle 2 meseca. Ja. Po koncu druge faze. Ja, nekaj je šlo. Boljši smo ostali. Žalno so šli eni domov, ja. Druga faza se je končala z preverjanji iz temeljnimi postopki orožja. To se pravi puška, pištola, puška F2000 in pištola Baretta. Bomba nam je delala največ težav. Ja. Te veščine bojo prav prišle na misijah, na konec konca tudi na naših tleh. Danes vidimo, da se na meji dogaja marsikaj, se pravi vsaj neka osnovna samoobrambo, ki mogo vsak vojak poznati. In to jih bomo probali naučiti. Če bojo nadaljevali vojaško kariero v slovenski vojski, bojo potem tudi v enotah. To se može nadgrajevati.